novomeški knjigarni Goga je svoj zadnji roman Izbrisana predstavil vsestranski slovenski pisatelj Miha Mazzini. V romanu avtor pripoveduje zgodbo Zale, Slovenke rojene v Kragujevcu, ki se je znašla med 25.600 izbrisanimi. Imel sem občutek, da je to moja moralna dolžnost. In upal sem, da bo to kjer drug slovenski pisatelj naredil pred mano in da meni ne bo treba. Ampak po 20 in več letih ni nihče drug se tega lotil. In potem sem se mogel jaz. To je tak poklic pisateljski. Včasih je treba opraviti kakšno stvar, ki jo noben drug noče. Na svojstven način je roman tudi kritika slovenske družbe. Ker slovenska kultura v principu, zato ker je od države financirana, seveda se načeloma noče lotiti tem, ki bi lahko vznemirili državo. Zato je veliko ukvarjanja z intimo, pa veliko je ukvarjanja z preteklostjo, ampak s aktualnimi problemi ali pa problemi, ki pač ležijo na duši, se pa ponavadi ne ukvarjamo. Ko se v porodnišnici izkaže, da je brez veljavnih dokumentov in mora zato oditi brez novorojenčka, se je Zala primorana sama boriti proti sistemu, državi in brezbrižnosti okolice. Jaz sem precej let, seveda sem spremljal in prebral veliko gradiva, kar sem le našel, ampak hotel sem izmišljeno zgodbo. Nisem hotel pač zgodbe, ki se je zgodila, ampak hotel sem pa zgodbo, ki bi se lahko zgodila. In v bistvu sem se potem zgodba o ženski, ki iz določenih vzrokov noče povedati, kdo je oče njenega otroka. Pride pa roditi. In ker je seveda izbrisana, šele v porodnišnici izve, pač, da nima urejenega statusa, da je samoplačnica in tako naprej. In kar je še najbolj tragično, ne samo, da je ona izbrisana, s tem, ker je ona je pač, njeno ime matere ni v dokumentu otroka, v rojstnem listu in očeta tudi ne, ker mati ne sme povedati, kdo je oče, je otrok v bistvu brez staršev. Sprva romaneskna zgodba se tako prelevi v pravi triler. Pri družbeno-kritičnih zgodbah je največji problem neko moraliziranje. Ne. In zato sem hotel zelo izpiljeno in zelo ostro, zelo hiter ritem. Triler. Hotel sem prav triler, ker pa tle ni oklevanja. Če se vi borite za svojega otroka, potem tle ni oklevanja. Vi se borite za svojega otroka. In zato sem hotel res tak oster ritem trilerja. Slovenski pisci se sicer v svojih literarnih delih držijo precej predvidljivih tem. Neke te teme, recimo, te pogromi Judov in izgoni Judov, vse skupaj se mi zdi bilo v 2 slovenskih romanov dotaknjeno ali obdelano. En kup teh stvari, mislim, dejansko Slovenci raj pogledamo proč. In je nek citat, ki eden od junakov reče v tem romanu. Veliki narodi morajo gledati naprej, mali morajo gledati pa v stran. Nedolgo tega je naš sogovornik izdal tudi roman Paloma Negra. Paloma Negra je bila za bralce, ki so me navajeni, sicer precej neobičajna knjiga, ker je bila zelo drugačna. Včasih si prvošem, da neko knjigo sestavljam zelo dolgo časa, zato ker nočem pisati, jaz ne živim od pisanja, kar pomeni, da ko pišem, hočem pisati tisto, kar me res zanima. In zato seveda v vsaki knjigi poskušam narediti kaj drugačnega. In Paloma je bila na nek način veliko bolj intimen in zahtevnejši tekst v smislu za bralca. Ni imela te trilerjevske napetosti in vsega tega. Tako da moram reči, da kar sem dobil odzivov, so bili presenetljivi v smislu, da so bili, bralci so mi sledili tja, kamor sem hotel. Poleg omenjenih romanov pa ima Mazzini že precej novega železa v ognju. Danes govoril zdaj o tem romanu in jaz sem pa vsaj že 2 knjigi naprej, že 2 imam praktično končani, tako da zdaj razmišljam že o te 3. naprej. Tako ena je zbirka kratkih zgodb, ena je pa nek mladinski roman, ki je bilo pa izhodišče sem to, da naredim nekaj, kar bo totalno zabavnega za mulce. In verjetno posledično tudi za vas? Seveda, ja. Ker Charles Dickens recimo je zmeraj pisal sam, kar je, načeloma pisatelji pišejo samo zato, da se lahko smejemo takrat, ki je smešno in da lahko jokamo takrat, ki je žalostno. Z avtorjem se je pogovarjala vsestranska umetnica in avtorica Maja Gal Štromar.